Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar, no in za nami je 4. teden karantene. Kaj se meni dogaja? Otroci so rekli, mami, dosti je bilo. A veste česa? Jaz sem se včeraj strigla sama, pa tukaj sem se strigla in so rekli, zdaj pa nehaj striž, a nisi rekla, da hočeš daljše lase. Tako da, no, kakorkoli, barvale smo se tudi že same. Dobro, me so punce zrihtale na rastek, one so tam male dve, ena je modra, ena vijolična, zdaj na koncu sta obe dve sive. Tako da, v glavnem, jaz se ne barvam zato, ker bi imela sive lase, ampak zato, ker hočem biti blond. Tako da, v glavnem se nam dogaja. Dejstvo je, da tale prehod v novo dobo je zanimiv. Prehod v novo dobo, danes večer ob 8. Bom preko Facebooka imela tako, bomo brali karte prehodu v novo dobo, pa mogoče začnimo zdaj tole ravno s tem, zato ker danes bom govorila o samopodobi. Pa da vidimo. Prehod v novo dobo, kaj sporočajo tele karte? Naj ljubezen napolni vaše srce. Pa da vidimo sporočilo za vas. Sprememba. V sebi ustvarjam nove vibracije, vsa svetlobna bitja mi pomagajo narediti korak naprej. 86 karta, bom naprej prebrala 86 karta, da vidimo. Selitev v nov dom ali sprememba mesta zaposlitve je tik pred vrati. Mirna sem, vse se dogaja po božanskem načrtu, zaupam. Bolj, ko bo pravi čas, se bo selitev zgodila na harmoničen način, to zmorem. V moje življenje prihaja vse, kar potrebujem. No, in kje se pa začne tale sprememba vibracije? Sprememba vibracije se začne o tem, kako jaz doživljam sebe. Se pravi, moja samopodoba, kako jaz vidim sebe, kako jaz komuniciram s sabo, ko se pogledam v gledalo in rečem, ali pa si rečem, no ja, tole mi ni všeč, odstrižem. Kakorkoli, nisem šolana frizerka, nekaj je nastalo. Gre se za to, da ena stvar je, kako na dnevni bazi komuniciram s seboj in da se neham kritizirati. No in prav ta vibracija nehati kritizirati. Odkje izvira to, da si govorimo negativne stvari? Veste, občutek, da nisem dovolj dobra. Da nisem dovolj dobra žena, da nisem dovolj dobra zaposlena, da nisem dovolj dobra hči, da nisem dovolj dobra sestra, da nisem dovolj dobra mama. Občutek, da nisem dovolj. Zdaj pa, kje imamo mi lestvico, kdaj si pa dovolj? No, kdaj si dovolj dobra mama, kdaj si dovolj dobra žena, kdaj si dovolj dobra hči, kdaj? Veste, to so relativne zadeve. Nekdo bo naredil vse za ljubezen svojih bližnjih. Bo tako kot recimo naš kuža, ki ti liže roke, noge, ki ti hoče povedati, da ima tako rad, ampak dejstvo je, da mi ga bomo imeli ravno toliko radi, če ne bo nadležno lizal vsem prste. Ker dejstvo je, da on s tem na ta način izkazuje ljubezen. Mogoče eno branje za vas, če iščete dobre informacije, pa niti ne vem, če imam v tej knjižnici tukaj knjigo, 5 jezikov ljubezni. 5 jezikov ljubezni, ena od boljših knjig, ki govori ravno o tem, kateri jezik ljubezni govorimo mi in kateri jezik govorijo drugi. In je pomembno, da razumemo komunikacijo. Recimo, en od mojih jezikov ljubezni je sigurno to, da delam ljudem usluge. In s tem, ko delam ljudem usluge, jim želim pokazati, da jih imam rada. Seveda s tem tudi za otroke poskrbim, pa pomijem, pa skuham tisto, kar imajo radi, zato ker želim, izkazujem s tem ljubezen. Druga stvar pa je, če pa kupujemo ljubezen in kupujemo pa ljubezen vsakič, ko delamo nekaj proti temu, proti sebi. No, zdaj pa pogledajte, kako mi ženske znamo kupovati ljubezen. To je na en način prostitucija. Odkot to izvira, pa bom pa naprej razložila. Izvira sigurno, ena je zgodno otroštvo. Večji del nas ženske je bilo vzgojeno tako, bodi tiho, potrpi, bodi zadovoljna, da je tako, kot je, lahko bi bilo še slabš. Ženska podpira 3 vogale hiše in 4. pol, se pravi, mi smo bile vzgojene na tem, da moraš služiti, da moraš poskrbeti za vse ostale
In to je še moj program, pa če gledam, nisem tako strašno stara, ne? Nisem stara, 50 bom. In to pomeni, da sem še sama bila s tem, ne smem se nikdar usesti, moram poskrbeti, da vse štima, da je pospravljen, da je zrihtan, da je zlikan, da je vse štima. In dejstvo je, da bolj kot zadovoljuješ potrebe drugih, manj drugi naredijo. To je dejstvo. Zato, ker če imajo doma služkinjo in ta služkinja poskrbi za vse, zakaj bi nekdo primaknil nekaj, če ni treba? In s tem mi sebi koristimo našo življenjsko energijo. Enkrat sem bila na eni delavnici, smo imeli delavnico in ena gospa, čez 70 let ima, je rekla, da nikdar v življenju ni jokala in da niti ne ve, zakaj nikdar ni jokala, ampak zdaj midve so potem prišle, kaj se je zgodilo, kdaj je nehala jokati, kdaj je potlačila vse svoje občutke in ni več želela izražati svojih čustev. Pri 11 letih se je rodila sestra in vso pozornost so jo usmerili v njeno sestro. Se pravi, ona je program, ki ga je ona takrat naložila, za ljubezen se moram truditi. Naslednja stvar, če bom dovolj pridna punčka, me bojo ljudje imeli radi. In ona je dejansko postala pridna punčka. In še zdaj pri 70 letih, ona je še kar pridna punčka in želi poskrbeti za vse. Vsake toliko časa ji, kaj ta pridna punčka pa pride do vrh glave, popen. In takrat, ko popen, vsi okrog nje stojijo pa rečejo, pa kva ti je? Si bila do zdaj ves čas zadovoljna pa nasmejana. Zdaj nekateri pač izberejo pač bolezen. Je bolj varno pridelati raka na prsih, kot pa izražati svoja čustva. In prav rak na prsih je vedno povezan s tem, da dojiš vse okrog sebe, da zadovoljuješ vse okrog sebe, samo sebe ne. Naslednja stvar, maternica, nožnica. Ženske, glejte, koliko težav imajo ženske z vnetji. Zakaj? Zato, ker zadovoljujejo potrebe drugih, ker je mogoče njihov program, spolnost je grda, pri spolnosti ne smeš uživati. Spolnost je namenjena za to, da zadovoljiš partnerja, ne pa sebe. V glavnem, začeti se sprejemati, zdaj pa zares začeti. Zdaj, zakaj mislim, da sem kvalificirana za to govoriti? Zato, ker na koncev sem sama predelala te zadeve. Od tega, da sem imela občutek, da imam predebele noge, da imam prevelik trebuh, da imam premehne prsa, do tega, da je moj bivši mož mi govoril, da bi pač se mogla iti operirati prsa, da bi me bolj sprejemal. In takrat, gledajte, kaj je mene rešil? Začela sem brati knjige za osebno rast. Ja, Louise Hay mi je močno pomagala, pa čar samozavesti. Kup knjig, ki sem jih prebrala v tem, da sem začela sebe ceniti. Se pravi, jaz sem vredna ljubezni, ne glede na to, kakšne prsa imam. A imam velike, a imam majhne, take kot imam, so moje. Veste, so moje, to je del mene. Ni potrebno, da se grem rezati pa spreminjati, zato da me bo nekdo sprejel. Gre se za to, a jaz lahko to sprejmem. Naslednja zadeva. A jaz lahko sprejmem, če imam, ne vem, par kil preveč? Če jih ne moram sprejeti, bom vse naredila v tej smeri, da bom preoblikovala. Če mi gre na živce, da imam nekje zastavo, bom preoblikovala. Bom delala mišice za moč, da bom preoblikovala. Če pa lahko to sprejmem, zato ker to, kako jaz sebe sprejmem, ni povezano, koliko kil imam. Ampak dejstvo je, da ko jaz sebe sprejmem, začnem uživati v svojem telesu taka, kot sem. Eno stvar vam bom zdaj pokazala, na čimer sem jaz sama res zadovoljna. To je pa čaj. Čaj, ki je narejen iz zelišč, in to je čaj za hujšanje. Zdaj pa, ni prav tako za hujšanje, da ti popolnoma ukine lakoto, ampak predvsem za tiste ženske, ki imate občutek, da ste zabuhle. Veš tisto, da si zabuhla. Ful dober, ogromen energija imaš, stanka ti odvečno vodo iz telesa in pospeši celično presnovo. Tako da je sprejemljiv, cena je sprejemljiva, vam bom dala od spodaj link. Imate eno vrečko na dan, za 15 dni pride ena škateljca, lahko tudi pol vrečke na dan, pa imate za en mesec,
ampak res dobra zadeva. Tukaj noter so sama zelišča. Sama zelišča, ki pospešijo presnovo, pospešijo to, da boljš deluje telo, v glavnem preizkuste. Zdaj mogoče, ko ravno o tem govorim, pomemben je pri vsem skupaj, ko začnemo čistiti sebe. Eno je, da je treba fizično telo podpreti. Fizično telo ne more delovati, če mu ne damo pravih hranil. In kaj sploh dati? Danes je poplava vsega. Kaj potrebuje vaše telo? Poglejte, potrebuje B-vitamin. B-vitamin ga nujno potrebujete za živce. Kakor imate pomanjkanje B-vitamina, eksplodirate. Jaz sama uporabljam že leta Formulo 4, zaradi tega, ker Formula 4 ima noter vse vitamine pa minerale, kar jih rabim. Predvsem ima pa kombinacijo C-vitamina, B12 vitamin, baker, pa železo, ki deluje na dobro kri. Dobra kri vpliva na to, da potem pride kisik v vsako celico in to deluje tudi na mladost kože. Naslednja stvar, kar priporočam, C-vitamin, kar drži skupaj celice. Tako da C-vitamin je tudi neka stalnica pri meni, deluje na sam kolagen, na to, da lahko rečeš, poglej, dobro se počutim v svoji koži. Ni, da se pogledaš v gledalce, kakšna sem, spet imam nove gube. Če imaš to afirmacijo, spet imam nove gube, telo razume, hoče nove gube, izvoli jih, tle jih imaš, zmerom več jih boš imela. No in eno stvar, kar je stalnica tudi pri meni, omega 3. Zakaj? Omega 3 je ključna za hormone, deluje proti vnetjem, deluje na srce, na ožilje, deluje čisto na vse in deluje na super hormone za obnovo. Se pravi, pa še ena stvar, topi maščobo okrog trebuha. Zdaj imate pa domačo nalogo. Kaj je naslednja stvar, ko gradimo samopodobo? Vsakič, ko greste mimo ogledala, si rečete, rada te imam. Sama sebi, rada te imam. Vsakič, ne glede na to, ali si zjutraj cela skuštrana, rada te imam. Ali si, ne vem, pojedla 2 kosa potice, rada te imam. Rada te imam. Dajte se začeti sama sebi govoriti, rada te imam. Ker tako močno smo nekateri podhranjeni s tem, rada te imam, da enostavno, če ne začneš pri sebi, kdo te ima pa pol sploh še na tem svetu rad? Potem je pa ne boš kar samomor narediti, ker te nima nihče rad. Zato začnite sami sebi govoriti, rada te imam, dajte se objeti, dajte sami sebi vse tisto, kar želite, da bi drugi dali vam. Mogoče si kupite kakšno darilo, mogoče si naberete rožice, mogoče si pripravite kopel, mogoče si pripravite glasbo. Dajte si narediti to, da boste lahko rekli, ja, rada sem vam. Zdajle smo tako vsi v karanteni, ampak zakaj se pa ne bi za doma lepo oblekali? A moramo biti doma v pižami cel dan? A ni za doma lepo, da se naličiš, da si zrihtan? Ja, seveda, tudi nohte lahko nalakiramo. Vse te stvari lahko sami naredimo doma za sebe, zato ker se imam rada. Sebe speljem na sprehod, sabo grem tam negor na te moje točke. Za sebe, zato ker sebe imam rada. No, naslednja zadeva pa, kaj določa mojo percepcijo, mi gre skozi možgane, se pravi moje dojemanje, ali sem vredna ljubezni. Zgodnje otroštvo. Na vsakega izmed nas je pač nekaj zaznamovalo v zgodnjem otroštvu in rane, ki jih nosijo naše mame, ki so jih nosile naše babice, se prenašajo. In ne samo to, vloga ženske v tem slovenskem narodu, da moram biti dovolj pridna, dovolj pametna, da me bojo drugi sprejeli. Gre se za to, da počistim oziroma da prepoznam svoja podzavestna prepričanja, druga stvar pa, da jih počistim. No in ta podzavestna prepričanja, ne zaslužim si ljubezni, recimo. To je ena od takih zadev glede samozavesti. Glede samozavesti je tudi, strah me je živeti sama. Strah me je, če me nihče ne bo imel rad. Druga zadeva, a imam je sebe rada. Zdaj, kako vse to preverimo? Jaz upam, da me boste videli. Čakaj, boste videli moje telo. Glave ne, čakaj, bom tole umaknila, mečem bolj stran. Upam, da me zdaj vidite. Ja, se vidimo, glejte. Če jaz dam roke takole na prsa, zmigam rame in rečem, jaz sem Minka. Grem naprej. To je mišični test.
Zdaj pa, če pa naredim takole, jaz sem Marinka, pa grem nazaj, ker nisem. In potem lahko rečem, v moji podzavesti, se pravi, občutek imam, da me nihče na tem svetu nima rad. Ne. Program imam, da moram biti dobra punčka, ali pridna punčka, nimam ga. Vse to lahko sami preizkusimo svojo, kaj nosimo v svoji podzavesti. Dejstvo je, da v svoji podzavesti lahko nosimo toliko teh programov iz otroštva. In ta naša podzavest, moram se dokazovati, moram drugim dokazati, da sem dovolj pametna. Se pravi, če bom jaz želela, ali pa če imam program, da se moram dokazovati za to, da sem dovolj pametna, da sem dovolj, bom mogoče hodila na 1001 tečaj, zato da bom dobivala štemplje. In več, ko bom imela štempljev, bolj bom imela občutek, da sem vredna, ampak po drugi strani še zmerom ne bom nič naredila, ne bom koraka naprej naredila zaradi tega, ker me je strah. Zdaj pa pogledajte naprej, če me je pa strah zavrnitve, imam lahko 1001 štempelj na tem področju, ne bom naredila koraka naprej. No in potem, seveda, ker imamo pa nizko samospodobo, začnemo iskati guruje, se pravi nekdo, ki je pa bolj kot jaz, več kot jaz. In najdemo ljudi okrog sebe, ki imajo pa občutek, če se bomo pa z njimi družili, bom pa zdaj jaz dobila svojo vrednost. In se pravi, spet tečem na nek tečaj, nekam dajem energijo, namesto, da bi to energijo dajala tja, kjer sem jaz dobra. No in zdaj pa, kaj pa naslednji korak? Vsak izmed nas ve, v čem je dober. Sem prepričana. Ampak druga stvar pa je, da določeni ljudje delamo v tej smeri, določeni imajo pa občutek, da nikdar niso zadost. No, tukaj imam v mislih prav eno gospo in to, če se bo najdla v tem, ko bo tole poslušala, toliko tečajev ima, pa taka zdravilka je in se še kar skriva, zato, ker kot otrok ni bila sprejeta. Zdaj pa ne kot otrok ni bila sprejeta, ona že v maternici ni bila sprejeta, ona je bila nezaželeni otrok. In ker je bila nezaželen otrok, zdaj ima občutek, da mora imeti 1000 razlogov za to, da lahko živi. Ampak, in dajte, če imate mogoče občutek, da niste zadost, dajte preveriti s tem mišičnim testom, dajte, ker vaša duša ve, na ta način ste v stiku s sabo. Se pravi, ko se postavite na ta način in rečem, zdaj jaz zase sprašujem, jaz sem zaželen otrok. Izvem zase. A veste, tisto občutek, zaželen, če nisi zaželen otrok, imaš potem celo življenje nosi s sabo program, moram se truditi za to, da me drugi sprejmejo. No, zdaj pa jaz spet zase preverjam program, moram se potruditi za to, da me drugi sprejemajo. Ne. Glejte, lahko vam zdaj grem na živce, lahko me pa obožujete, pač meni je vse glih, ampak ne moram vplivati na to. Lahko vam grem tako močno na živce, pa reče, spet ta Minka, pa me še kar gledate, pa se sam komunicirate z mano, pa reče, koliko mi gre ta baba na živce. Lahko tako mislite, ampak na koncu koncev teh ljudi, ki mene ne marajo, a jaz lahko kaj spremenim? Nič ne moram narediti. Jaz sem lahko v najlepši obleki, z najlepšo frizuro. Če me nekdo ne mara, me pač ne mara. In nekdo drug, ki me ima rad, ni važen. Tudi če se sama postrižem, kakor se postrižem, sem v redu. In gre se za to, kako jaz sebe sprejemam, ker je to osnova pri vsakem odnosu. In tam, če nekomu ne ustrezam, se lahko grem stran. Se lahko grem stran. Če nekomu grem tako močno na živce, se lahko grem stran. Zakaj bi se mogla truditi za ljubezen ljudi? Tisti, ki me imajo radi, kdor me pa nima rad, me pa pač nima rad. Zato dajte raziskati po svoji podzavesti, kaj je tisto, kar vas najbolj bremeni. In a veste, kaj sem včeraj pisala? Vam želim povedati. Tole knjigo zdaj berem, Zdravilo duha. In je krasna vaja noter in jo vi tudi naredite, res je dobra vaja. Napište sami sebi zgodbo in sicer zgodba o ženski, ki je zaklenjena v grajsko ječo.
Dajte napisati, dovolj je takale zgodbica. Zgodba o ženski, ki je zaklenjena v grajsko ječo, kaj občuti, zakaj je zaprta, zakaj so jo zaprli in kako se reši in kako pride do sreče. Napište si zgodbo, boste videli, kako resnična je. In zanimivo, kaj sem jaz včeraj, ko sem to pisala. Spletke okrog nje, se pravi, prepričale so celo njene zaveznice, so jo prepričale, da je slaba, samo zato, da so se jo znebile. Ko je bila v ječi, je bila jezna, preklinjala jih je, želela jim je vse slabo. No in to je v bistvu moja karma. Jaz vem, da v enem od prejšnjih življenj sem sigurno bila ta, ker sem bila jezna, ker sem želela drugim ljudem vse dobro, vse slabo. In zdaj v tem življenju pač te stvari predelujem. Seveda sem imela ravno tako take rable okrog sebe, kamor bi se lahko zatekla in bi pristala točno tam, kjer je pristala moja stara mama. Jezna na cel svet. Moje stare mame se jaz ne spomnim, da bi bila enkrat dobra. Jaz se je ne spomnim, da bi se smejala. Jaz se je ne spomnim, da bi me, čeprav smo živeli v isti hiši, da bi me pestvala. Jaz se spomnim moje stare mame, da je bila zmerom napravljena v črno, imela je črno ruto, dajte, dobro, to je zdaj šal, ampak imela je črno ruto, takole, zavezano takole, zmerom se je držala takole, veste, grda, stara, pijana, jezna na cel svet. In tudi jaz bi bila lahko taka, ampak druga zadeva pa je, da sem se odločila za svetlobo, odločila za blagoslov, odločila za sebe, odločila za svojo samopodobo. In ker sem se to odločila, lejte, naredite isto vi. Ker dejstvo je, da vsak izmed nas ima priložnost, da se pogrezne v blato nezadovoljstva, ali pa ima priložnost, da ta oklep da stran in poleti v svetlobo. Tako da naredite to, ja, pa ne dela tega, kar jaz delam, da sem se sama strigla, v glavnem uživajte, rada vas imam in se vidimo danes večer ob 8.